Dober večer. V svojem prispevku bom govoril o pesniku Antonu Podbevšku, njegovi pesniški šoli, reviji Trije labodje in Podbevškovem zatonu sredi 20. let 20. stoletja. Besedilo z istim naslovom sem pravzaprav že objavil konec lanskega leta v Slavistični reviji, zato tu le nekaj glavnih poudarkov pravzaprav te raziskave. Nekakšna motivacija za to raziskavo je pravzaprav zgoščena okrog tega vprašanja. Kako je mogoče, da je Podbevšek praktično takoj ob prihodu v Ljubljano konec leta 1920 postal glasnik nove generacije, zvezda kavarniških debat, si ustvaril kup epigonov, ki so hoteli pesniti kot on, a je bil že sredi 20. let, ko mu je naposled uspelo natisniti Človeka z bombami, povsem osamljena, marginalna in celo osovražena kulturna figura. Kot vemo, je Podbevšek ena osrednjih figur skupaj s bratoma Kralj in Marijem Kogojem in nekaterimi drugimi prvega vala slovenske zgodovinske avantgarde, ki mu lahko pravzaprav rečemo labodovski val. In pravzaprav se zgodba, vsaj zame, glavna začenja novembra 1920, ko se pravzaprav ta novomeška skupina, ki je pod nazivom Novomeška pomlad, kot ga poznamo danes, nastopila v Novem mestu, in to je bilo septembra tega istega leta, potem še odmevneje ponovila nekako svoje dejavnosti v Ljubljani. Tu vidimo Jakličev plakat oziroma naslovnico brošure za ljubljanske dogodke, kjer vidimo pravzaprav abstrakten simbol za sintezo treh umetnosti, likovne, glasbene in literarne. No, in če si ogledamo, kdo je razstavljal na tej razstavi, vidimo, da se je pravzaprav tej novomeški skupini Jakac, Mušič, Skalicki, sta se pridružila France in Tone Kralj in pa Ivan Napotnik, tako da nekako smo prišli do tega, da so se združili pravzaprav najbolj kreativni likovniki tistega časa oziroma najbolj inovativni v Ljubljani. Se pravi, Jakac kot kolovodja nekako te novomeške skupine s svojimi zgodnjimi ekspresionističnimi poskusi in pa seveda zlasti France Kralj, ki je bil tudi ena vodilnih osebnosti likovnega ekspresionizma v takratni Ljubljani. Glasbena umetnost seveda simbolizira zlasti skladatelj Marij Kogoj. Tule vidimo program njegovega slavnostnega koncerta v Unionski dvorani 6. novembra. Medtem ko literaturo predstavlja zlasti pesnik Anton Podbevšek, s katerim se bomo danes največ ukvarjali. Tule vidimo program recitacijskega večera Podbevškovega in kar je morda najbolj zanimivo in bi rad vašo pozornost na to usmeril, da tule vidimo pravzaprav zbirko Človek z bombami v svoji končni podobi že predstavljeno, čeprav je v knjižni obliki izšla šele leta 1925. Kar pravzaprav pomeni, da Podbevšek praktično od leta 1919 ni več pisal nove poezije. To je vsekakor zanimivo in značilno dejstvo. Zdaj, odzivi na Podbevškovo poezijo so bili različni. Bili so seveda tudi pozitivni, veliko je bilo seveda tudi negativnih in verjetno na neki skrajni točki teh negativnih odzivov verjetno lahko najdemo tale spis Alfreda Šerka za slovenski narod, se pravi uveljavljenega ljubljanskega psihiatra, liberalca, ki je Podbevška praktično pošiljal v sanatorij, češ da v vsakem pravzaprav zavodu se naleti na pesnike, ki slagajo podobno poezijo. O Podbevšku je veliko zelo zanimivih poročil. Vsekakor drži, da je na sodobnike že iz svojega novomeškega kroga izredno močno vplival s svojim titanizmom, oblikovanim na podlagi zlasti Nietzschejevega Zaratustra in tako naprej, da so se začeli tudi sami šteti za titane, želeli so postati možje energije in vsekakor so
so Podbevška izrazito posnemali ne samo v poeziji, kar bomo še videli, ampak tudi v obnašanju, v vsakdanjem življenju in tako naprej. Se pravi, ta vpliv Podbevška je bil res izreden. In da to ponazorimo, si lahko ogledamo nekaj upodobitev iz leta 1919, Božidarja Jakca, tule vidimo vizijo Antona Podbevška. Jakec je Podbevška večkrat upodobil in pravzaprav ravno ona dva sta bila nekako kolovodji te novomeške skupine. No, po tem ljubljanskem debiju in še po nekaj nastopih, kjer je Podbevšek recitiral poezijo, pa v letu 1921 lahko opazimo, da Podbevšek ni več bral svojih pesmi, temveč se je skušal uveljaviti kot neke vrste generacijski vodja, neke vrste teoretik in tako naprej, pisec manifestov, ki žal niso vsi ohranjeni. Značilno pa je to, da je v njegovem nastopu nekako umanjkala poezija. Poezijo so nekako prevzeli mlajši kolegi, zlasti recimo Vladimir Premru, o katerem bo še beseda. No in pravzaprav natanko eno leto po debiju te pomladniške skupine v Ljubljani se je pa zgodil prvi resen konflikt znotraj te avantgardne generacije, kar seveda ni nič nenavadnega, ker so pravzaprav avantgardne skupine, to je za njih ravno značilno, da so ves čas v nekem konstantnem konfliktu. Ampak tu vidimo, da se trije nekdanji, pravzaprav najbolj vneti posnemovalci distancirajo od Podbevška zaradi njegovega absolutizma, despotizma in pravzaprav napovedujejo, da bo njegova literarna šola, v katero vidimo, katere pesnike je sam štel, oziroma to pravzaprav tudi drži, ker so ga posnemali kot pesniki, napoveduje tej literarni šoli, da bo doživela jako žalosten finis finalis. Kaj so potem v slovenskem narodu nekaj dni pozneje odpadniki Podbevškove učitelji, vidimo lahko v temle navedku. Očitali so mu, da matematično preračunano kombinira citate, da se gre neke vrste akrobatizem, da je to sramotna pega in tako naprej, in da pravzaprav pa pri vsem gre le za to, da se sam preračunjeno meče v areno javnosti v svrho lastne reklame. Torej Podbevška nekako diskreditirajo kot bleferja in žonglerja. No, kljub tem razkolu v mladi pesniški skupini so v tistem času nekako dozoreli trije labodje. To je prva številka je začela čisto v začetku leta 1922. Tri nosilne osebnosti, tu so že omenjena Podbevšek, Kogoj in pa tretji, Josip Vidmar, kritik, ki sem ga tu postavil v središče, tudi zato, ker je preskrbel materialne pogoje za izhajanje te revije. Trije labodje so pravzaprav zelo obetaven pojav v slovenski umetnosti tistega časa. Tule vidimo drzno in zelo simpatično naslovnico Franceta Kralja. V treh labodih pravzaprav se zgodi neka sinteza pravzaprav teh mladih kreativnih sil, ki je pravzaprav veliko obetala, čeprav moramo roko na srce, moramo priznati, da trije labodje niti zdaleč niso bili na podobnem nivoju avantgardizma kot recimo nekatere revije, ki so sočasno izhajale recimo že v jugoslovanskem prostoru. Tu mislim zlasti na Zenit, pa tudi na Svetokret, ki je izšel v Ljubljani že nekoliko pred tem. Če si ogledamo literarni del treh labodov, vidimo, da pravzaprav je tukaj izrazita dominacija Podbevška in njegove šole. Jaz sem temeljitejšo analizo opravil v članku v Slavistični reviji. Tule vidimo te 4 pesnike, ki so objavili, in eno pesnico, manj znano, Vido Taufer. Pokazal sem pravzaprav, kako izrazit je bil vpliv Podbevška na različnih nivojih na njihovo poezijo. Ampak tu me bo zanimalo eno drugo vprašanje, namreč zakaj pravzaprav je prišlo tako hitro do razpada labodovske trojke in do v bistvu ugasnitve tega na nek način zelo obetavnega projekta.
To se mi zdi še toliko bolj nenavadno, ker če pomislimo, da pravzaprav je Podbevšek vsekakor bil soodgovoren za ta razpad, in to se zdi nenavadno zlasti v luči dejstva, da je Podbevšek predtem bil deležen številnih zavrnitev uredniških in tako naprej, ni nekako za svojo poetiko našel pravih zaveznikov. Tako da je imel tu vendarle škarje in platno v rokah, pravzaprav je bil nekako na konju, bi lahko rekli, imel je generacijo za sabo in tako naprej. Se pravi, zakaj je Podbevšek pravzaprav, lahko samo pomislimo, šele 3 leta pozneje izdal svojo pesniško zbirko. Glede tega razpada labodov obstaja nekaj poročil, ki si med sabo deloma lahko nasprotujejo. V Kresu najdemo anonimen članek, ki ga je morda napisal Podbevškov kolega Karlo Kocijančič, kjer piše, da naj bi Podbevšek Vidmarja in Kogoja soočil s 3 zahtevami. Prvič, revija naj zavzame socialistične smernice, drugič, iz nje naj bodo sistematično izključeni starini, se pravi starejši avtorji, se pravi naj objavljajo samo mladi umetniki, in da naj bi on postal edini in glavni urednik, s čimer se Kogoj in Vidmar naj ne bi strinjala. Zdaj sam Podbevšek je ta razpad labodov pojasnjeval pozneje v Rdečem pilotu, nekoliko za odtenek drugače. Namreč Kogoj in Vidmar naj bi se odrekla boja, ki ga sprejemamo na vseh poljih s pasatisti. Pasatisti so seveda privrženci preteklosti, to je bila pomembna ključna beseda italijanskega futurizma. Zato je Podbevšek odstopil, no in tu vidimo pa drugi ključen razlog, se pravi, revija bi morala biti oznanjevalka poraza obstoječega družbenega reda, se pravi, gre pravzaprav za ideološki konflikt s sourednikoma, ki je bil v Rdečem pilotu v drugi številki, ravno tako zadnji, ker tudi, tako kot pri labodih, sta tudi pri Rdečem pilotu izšli le 2 številki. Tu trdi, da so pilotovci jasno sprevideli, da obstaja med razredom izkoriščevalcev in zatirancev neizprosna borba na življenje in smrt, medtem ko se naivni labodovci niso privlekli do tega primitivnega spoznanja in tako dalje. Premru Vladimir je ponudil nekoliko podlo pravzaprav interpretacijo tega konflikta, češ da Podbevšku niso pustili priobčiti nekih člankov njegove žene. No, Vidmar je pa, ki mu sicer tudi ne smemo vedno zaupati, pa je najprej trdil, da je Podbevšek moral zapustiti uredništvo, to je bilo takoj po njegovi smrti, ampak nekoliko pozneje je pa priznal, da je Podbevšek zapustil uredništvo sam in sicer ravno zaradi teh ideoloških nesoglasij. Tu vidimo seveda naslovnico prvega Rdečega pilota, katerega gonilna sila je bil Podbevšek. Vidimo v podnaslovu, da je to mesečnik prevratne mladine za duhovno revolucijo. Duhovna revolucija je seveda ključna beseda avantgardizmov, ampak v Rdečem pilotu seveda slutimo tudi korak naprej, se pravi težnjo koraku naprej v socialni prevrat. Vidimo tudi težnjo k proletkultu, se pravi, da naj bi umetnost nekako postala podrejena socialnim idejam, se pravi, in tu vidimo seveda, zakaj je prišel Podbevšek v konflikt s Vidmarjem, je seveda ostal celo življenje nekako na bolj esteticističnih pozicijah, vsaj pretežno. Zanimivo pa je tudi to, da se Podbevšek tu že spogleduje tudi z anarhizmom, citira Kropotkina in tako dalje. No, mislim, da bodo to bolje raziskali drugi kolegi. Jaz bi samo omenil, da sicer doslej večinoma je veljalo, da se Podbevšek nekako ni izkazal kot ideolog, ne kot socialistični, ne kot, protoanarhistični ideolog, nekako mu je manjkalo pronicljivosti, njegovi teksti niso ravno, ne vem kako koherentni in tako dalje. To je nekako interpretacija, ki je veljala doslej, morda bi bilo treba te stvari še nekoliko podrobneje pogledati. Ampak, če se vrnemo k 3 labodom, vsekakor je
pravzaprav Podbevškov odhod nekako tudi botroval k temu, da je potem revija izšla v še eni izdaji, ki je bila še bolj tradicionalna od prve. In lahko vidimo ta konec Treh labodov pravzaprav kot konec neke obetavne umetniške revije in tudi kot spodletel poskus skupinskega preboja prve avantgardne generacije, ki je pravzaprav veliko obetal in na nek način nam je morda z današnje perspektive lahko žal, da se pravzaprav ta ekspresionistična smer ni trdneje usidrala v slovenski prostor z bolj dolgoživo revijo. Kaj se je zgodilo seveda na koncu s Podbevškom? Podbevšek, kot vidimo, je že leta 1925, ko je naposled izdal v samozaložbi Človeka z bombami, bil pretežno pravzaprav že odpisana figura, očitali so mu vse mogoče, zlasti negativno je o njem pisal nekdanji posnemovalec Vladimir Premru. Tu vidimo tipične Premrujeve očitke Podbevšku v Mladini leta 1926 in dejansko so se od Podbevška odvrnili vsi. Že zgodaj kot smo videli, so se odvrnili od njega mladi pesniki in posnemovalci, potem tudi Dom in svetovska katoliška desnica, ki si ga je nekdaj prilaščala kot up mlade umetnosti. Odrekali so se mu nacionalisti, seveda zaradi njegovega internacionalizma, tradicionalisti in pa tudi mnogi posamezniki, ki so se preprosto čutili osebno užaljeni od brutalnih verbalnih napadov, recimo v Rdečem pilotu, če beremo njegove članke, kjer se poimensko obregne ob številne vodilne predstavnike slovenske kulture v stilu kakšnega Branka Poljanskega, recimo. Tako da nekako njegovo zadnje odmevno javno predavanje je pravzaprav v Mestnem domu se zgodilo januarja 1927 in tole je tipična reakcija na to predavanje, ki je izpod peresa Lojzeta Udeta, ki se zgraža nad megalomanijo in egoizmom Podbevškovi. Skratka, Podbevšku so očitali marsikaj v tem času in tu vidimo dolg seznam očitkov, nekateri so deloma upravičeni, nekateri so popolnoma neupravičeni, ampak seveda danes nimamo časa, da bi se s tem podrobneje ukvarjali. Nekatere odgovore boste morda našli v knjigi, ki sem jo pred leti napisal o Podbevšku in njegovi recepciji, namreč Mož z bombami. Izšla je pri založbi Goga leta 2009. Na levi pa vidimo še tiskano izdajo Podbevškove poezije, njegovega opusa, ki ni ravno obsežen. Tako da seveda vabljeni tudi k branju in hvala lepa za pozornost.